Lep pozdrav vsem skupaj na današnjem srečanju. Za uvodno besedo, za razumevanje bi želel nekako povedati prve stavke BBC Reality Check. In sicer pravijo, odkar so se v Evropi začeli pojavljati primeri opičjih koz, se prepričanja o reciklaži cepiva COVID na široko delijo na družbenih omrežjih, za katere se zdi, da so ponovno uporabljena cepiva iz pandemije COVID-19. Očitno so naša nekatera odkritja ter govorjenje o teh liofiliziranih cepivih in o njihovi ponovni rabi injekcijske tehnologije za podjarmljanje ljudi dosegla prava ušesa. No, in ko smo v Društvu za srečno življenje Beli z dne 29.6.2022 zgodaj zjutraj objavili posnetek našega sobotnega Zooma, to se pravi srečanja na YouTube in na FB portalu, je kar završalo. V ponedeljek so mi blokirali FB profil zaradi tako imenovanega kršenja pravil skupnosti, kjer sem društveni posnetek iz YouTube kanala delil tudi na svoji FB strani. No, to mi je bilo kar čudno in sem se nekako odločil, da jim napišem pravno obvestilo v tem stilu. Spoštovani, moj osebni profil ni skupnost. Osebni profil po FB standardu je osebni profil, je prostor za druženje s prijatelji in v Sloveniji obstaja tako imenovana svoboda govora. Tudi na osebnem Facebook zidu ali profilu, če želite. Torej, če nekdo želi imeti tako imenovano skupnost, potem ima na FB možnost ustvariti novo skupino, kjer veljajo pravila skupnosti za namen, za katerega je skupnost ustvarjena. Očitno je, da na FB sam ne spoštuje lastnih pravil, zato sporočam vašo kršitev s tem, ko ste blokirali moj osebni profil, kjer ni skupnosti, kjer so samo moji prijatelji. Za kar lahko sledi tožba, ukolikor nemudoma ne umaknete bloka iz osebnega profila. No, in v sredo bloka, ki je bil zapovedan za 90 dni, ni bilo več. FB ga je v celotni umaknil in to brez pojasnila in brez komentarja. No, gremo nazaj k članku, nazaj k zadevi, to samo za informativni uvod povem. To se pravi BBC Reality Check, ter si poglejmo njihove začetne udarne naslove z dne 30.5.2022. To so naslovi, ki govorijo, opičje koze niso bile ustvarjene v laboratoriju in druge trditve so razkrite. Članek je napisala BBC-jeva novinarka Rachel Schreier, ki ima funkcijo poročevalca o zdravju in dezinformacijah. Mislim, da bi ta drugi naziv o dezinformacijah povsem bolj pristaja. No, in če preberemo tukaj pod točkami od 1 do 4, to so v bistvu glavni naslovi iz članka, ki sem jih povzel od točke 1 do 4. Zaprtje zaradi opičjih koz ni načrtovano je njihova prva trditev. Druga, ni dokazov, da je bil virus opičjih koz izpuščen iz laboratorija. Tretja, ni dokazov, da je bil izbruh epidemije načrtovan. Četrto, opičje koze niso povezane s COVID-19 cepivi. Moj predlog je, da gremo čez celotno seanso tako, da začnemo pri glavnem članku naslova. To se pravi, glavni članek, glavni naslov, opičje koze niso bile ustvarjene v laboratoriju in druge trditve so razkrite. Claims debunked, piše na vrhu. Oziroma se nanaša potem v samem besedilu pod točko 2, češ, da ni dokazal, da je bil virus opičjih koz izpuščen iz laboratorija. Vsekakor predlagam, da si ponovno in pozorno pogledamo enominuten film, v katerem načrtovalci predstavijo vajo za nov izbruh epidemije in kaj povedo glede nastanka virusa. Ta film bomo ponovili iz naše prejšnjega srečanja in predlagam, da ga pozorno pogledate.
There are growing questions today around a new and deadly outbreak. Scientists determined that this monkeypox virus was engineered. With limited antiviral drugs and no known effective treatments, countries around the world are struggling to control another pandemic with already devastating effects. Seeing far fewer cases in countries where governments took early and decisive action. And some international experts are urging the WHO to adopt a phased approach to warnings. Evo, torej, zgodila se bo razsežna epidemija, milijoni ljudi okuženih, 100 milijonov bo umrlo po vsem svetu in zaradi pomanjkanja znanja in zdravil, ker obstoječa cepiva nikakor ne pomagajo, saj je opičji virus odporen na ta cepiva, smo seveda pozvali ljudi, da se na to pripravijo, ker tudi vlade niso pripravljene tokom te igre na takšno epidemijo. Pravijo se namerne razpoke v smislu globalne vlade, globalnega vodenja, kar nas pušča ranljive pred to katastrofalno biološko nevarnostjo, so ugotovili na tem testu oziroma na tej zaigrani epidemiji. Zato države zaprosijo WHO, da naj organizira, naj pomaga in s tem predajo suverenost. To so bile naše besede. Dajmo si za trenutek priklicati v spomin naslovnico Monkeypox iz prejšnjega Zooma, in sicer je izgledalo takole, vezano na dejstvo, da je bil ta naš posnetek dolg 1,5 ure, moram reči, da je presegel vsa pričakovanja, kar se tiče ogledov. Ali je morda, ki se je kdo prepoznal v agendi, ne vem, ter prijavil objavo zaradi naše družbene dejavnosti. Naj vam sporočim, da tukaj obstaja Kazenski zakonik Republike Slovenije KZ-1, da se ne kaznuje, kdor se o kom, recimo, izrazi žaljivo ali v znanstvenem, književnem, umetniškem delu v resni kritiki, pri izpolnjevanju uradne dolžnosti, častnikarskega poklica, politične ali druge družbene dejavnosti, obrambi kakšne pravice ali varstvo upravičenih koristi. Toliko o 158. členu KZ-1 in vam vsem povem, ignorantia juris nocet, nepoznavanje prava škoduje. No, nadalje smo povedali, predelava razsutih COVID cepiv za opičje koze, pravzaprav je bil na tej vaji narejen ukaz, virus opičjih koz mora biti zasnovan tako, da je odporen na cepivo. Gre za poslovno liofilizacijo z druge strani. Najprej, virus mora biti odporen na cepivo, cepivo je pa predelano, obstoječe cepivo, in sicer z liofilizacijo, ki je v prvi vrsti potrebna za tako imenovano konzerviranje temperaturno občutljivih produktov, kot smo to rekli že zadnjič, zato da se lahko originalni COVID grafen in pa vse lastnosti cepiva, ki so vstavljena kot tehnologija, na novo reciklira in ponovno uporabi. Če se spomnite, je bil takrat naročen napad 15. maj, ampak poglejmo, no, kaj se pravzaprav dogaja v zadnjih dneh. Gremo kar doma, STA poroča o trenutni primeri opičjih koz, še niso izpuščeni iz laboratorija, ker je to predvideno po načrtu filma in dejansko opičjih koz izpuščenih iz laboratorija ni, so pa primeri opičjih koz zaradi posledic COVID cepljenja.
To smo trdili in kot bomo videli kasneje, obstaja tudi dokazna dokumentacija in druga gradiva. No, slovenski STA poroča, da je v Sloveniji potrjen 3. primer opičnih koz, 2. junij je datirana zadeva, od spodaj imate link. Potem, ko sta bila približno pred tednom dni v Sloveniji potrjena 2 primera opičjih koz, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje četrtek sporočili, da so doslej potrjene 3 okužbe in da so epidemiološki postopki v teku. Načrtovan napad opičjih koz iz münchenske vaje pa so napovedali, da bo v Veliki Britaniji. Poglejmo trenutno stanje v Veliki Britaniji, kaj kaže tam. Res je. Držijo se agende, držijo se napovedi, kot vidite, do pikice natančno. Velika Britanija je na prvem mestu iz te tabele, kot je tukaj razvidno, trenutno z 255 okužbami. Zaradi tega je naraslo povpraševanje po cepivih. Gre torej za pričakovano reakcijo. Nadalje smo povedali, da bavarsko-nordijsko podjetje liofilizira cepiva, edino podjetje, ki to počne. In kaj je zanimivo, povpraševanja so tako velika, kot se tukaj vidi iz tega članka, po cepivu proti opičjim kozam, tako velika, da se delnice zaradi nepojasnjenih izbruhov črnih koz so se delnice podjetja povečale, poglejte, celo za 42%. No, vezano na našo izjavo, na naš videoposnetek, na naše ugotovitve, ki niso izmišljene, pač pa smo jih logično povzeli iz interneta. Ko smo objavili videoposnetek, dejansko je morala biti reakcija, saj veliko objavljamo in naš videoposnetek je v nekem trenutku dosegel 4000 več kot običajno, kar vidite od zgoraj nad ogledi, in 1100 več kot običajno. Potem tukaj druga statistika, kar nam je padlo v oči, ogled gledalcev, ki niso naročeni na naš kanal. Gre za 103.203 po zadnji statistiki, in pa naši naročeni gledalci, ki pa so naročniki, je bilo 15.696 ogledov v kanalu. Opaženi so bili, ko smo gledali naprej statistiko, spletni mediji, ki so to zaznali, je bil to kitajska družbena aplikacija Weibo, potem WhatsApp. Drugo, česar ni mogoče prepoznati, kar morda uporabljajo vohunske službe preko nezaznavnih kanalov. Skratka, 48 ur po naši objavi so angleški BBC Reality Check ter tudi drugi zanikovalci resnice in Fact Checkerji že objavili protestne članke. Poglejmo si predvsem BBC-jev Reality Check. No, to se pravi, to je glava članka. Monkeypox wasn't created in lab and other claims debunked. Opičje koze niso bile ustvarjene v laboratoriju in druge trditve, je povedala angleška reporterka Rachel Schrader, novinarka o zdravju in dezinformacijah. Reality check, kaj pomeni v angleškem prevodu, če to smiselno prevedemo v slovenščino? To je zanimiv surogat, kjer ti v glavi naredi zanimivo kolobocijo. To je vsiljena misel, zaradi katere človek pomisli na dejstva o situaciji in ne na svoja lastna mnenja, ideje ali prepričanja. Se pravi, da članek zdaj govori o dejstvih in pobija osebna mnenja. V Društvu za srečno življenje Belis opažamo, da je BBC News tisti, ki je pravzaprav sporočal v članku njihova lastna mnenja, brez dokazov, brez linkov, medtem ko je naše poročilo pri vsaki prosojnici in izjavi podkrepljeno z dejstvo, evidenci in dokazi. Enako kot scenarij napad opičjih koz, to se pravi dokaz 1, s katerim smo gradili našo predpostavko.
To je 10. januar 2023. Kot vidite iz scenarija, da ga ne ponavljam, 83 prizadetih držav, 70 milijonov primerov okuženih, 1,3 milijone smrti do januarja 2023. Opičje koze so zasnovane tako, da bodo odporne na cepivo. Se pravi, pod title Movie 2, pod točko 2 piše Monkeypox engineered to be vaccine resistant. Kaj to predstavlja, sem vam prevedel. Zdaj, pravzaprav so to trditev sami zanikali v prejšnji izjavi. In kaj so ključni problemi tega, key issues, prednosti vnaprej določenih sprožilcev za nacionalni odziv in pa mednarodna dobavna veriga drugi odziv. Poglejmo si ponovno to hecno opičjo naslovno fotografijo prispevka in od spodaj, kaj so pripisali. Pod fotografijo so pripisali, odkar so se v Evropi začeli pojavljati primeri opičjih koz, se prepričanja o virusu na široko delijo na družbenih omrežjih, za katere se zdi, da so bili reciklirani oziroma reciklirani iz pandemije COVID-19. Povzročitelj torej naj bi bilo cepivo, ki vsebuje virus opičjih koz. Zdaj, predelava razsutih cepiv za opičje koze in virus opičjih koz mora biti zasnovan tako, da je odporen na cepivo. Gre pravzaprav za poslovno liofilizacijo, ki jo izvaja podjetje Bavarian Nordic, ko smo rekli, kot edino na svetu. Torej smo navedli zgolj dejstva iz te njihove vaje. Ponavljam, to niso naša prepričanja, to niso naše misli, temveč besede iz NTI vaje, iz Münchenske konference novembra 2021. Tako da zato lahko trdimo, da je ta njihova there is no evidence it was released from lab, pravzaprav izmišljotina, ki je izmišljotina na izmišljotino. Gremo naprej na drugo, to se pravi drugi naslov članka, BBC Reality Check je zavajanje javnosti in podaja povsem netočne trditve. Drugi naslov pravi, ni dokazal, da je bil virus izpuščen iz laboratorija. Spomnite filma Iz uvoda, tam je vse točno povedano. Virus je izpuščen iz laboratorija. Gremo naprej in si poglejmo prvi podnaslov članka. To je pri nas drugi, ampak v časopisu prvi. Pravi, ni dokazal, da je bil virus izpuščen iz laboratorija, kot smo rekli. Se spomnite filma Iz uvoda, no pa si poglejmo, kaj naprej pravi ta članek. Se pravi, there are no plans for monkeypox lockdown. Ni načrtov za zaprtje opičjih koz bi lahko prevedli. Pogost strah na spletu je, da se načrtujejo omejitve gibanja. Nek račun je sledilcem naročil, naj se pripravijo na zaklepanje opičjih koz in tiranijo opičjih koz. Nek račun. Širijo idejo, posplošujejo, ne specifizirajo, ne povejo. Moram pa reči, glede na to, da imamo svoj račun, ne enega, pač pa več računov, da smo se o tem pogovarjali in da se je zadeva širila in smo se tudi prepoznali v tej zadevi, ker dejansko gre za zadevo, o kateri smo govorili. Tako da, kaj dalje povedo v članku? Dalje članku povedo na kratko samo, da za tiste, ki ne znate dobro angleško, ni dokazal, da je bil virus izpuščen iz laboratorija, pravi. Ni presenetljivo, da se ljudje zdaj obrnejo na COVID, ko pride novica o neznanem virusu. Toda Inštitut za strateški dialog ugotavlja, da so nedavni izbruhi opičjih koz tudi oživljali širjenje niza zarot. Izreži prilepi copy-paste variante, ko se je pojavila pandemija, zdajle potem družabna omrežja in druge novice v Ukrajini, Rusiji, na Kitajskem in v ZDA obtožujejo, da je bil izbruh posledica puščanja v laboratoriju ali uporabe opičjih koz kot biološkega orožja. Odkot najverjetneje izvira virus je mogoče, dalje pravijo, ugotoviti z zaporedjem njegove DNK,
in tako naprej in tako naprej. In zdaj, ali je bilo to naše opozorilo upravičeno? Poglejmo dejstva. In so se malo še o tem razpisali. Čeprav je strah glede izbruha opičjih koz razumljiv, znanstveniki pravijo, da ta virus pač ni podoben covidu. Večina strokovnjakov pa meni, da bo njegovo širjenje omejeno. Zato bo njegovo širjenje omejeno, prenesti ga je veliko težje kot covid. Trenutno že imamo na voljo cepiva. Poglejte, pravijo, da že imajo nalezljivost, pa se pojavi šele, ko se pojavijo simptomi, kar olajša odkrivanje in izolacijo. In češ, da na koncu, se pravi 4. odstavek tukaj na našem slajdu, zato omejitve, kot so karantena ali množična cepljenja, resnično ne bodo način za odziv na to, pravi profesor Peter Horby, direktor Centra za pandemične znanosti na Univerzi v Oxfordu. Ali res, mislim, težko požiram te besede, ki jih napišejo, vendar pa dovoljujem ta njihov vidik. In doktor Rosamond Lewis, ki vodi program Svetovne zdravstvene organizacije za nujne primere, pravi, da je njihova organizacija potrdila, da ni potrebe za množično cepljenje in da je Svetovna zdravstvena organizacija odsvetovala kakršnokoli omejitev potovanj. No, in v svojem intervjuju, to se pravi pod tem besedilom, zdaj bomo zavrteli intervju, boste slišali, ko pravi: opičje koze so res bolezen tesnega stika. Bodite pozorni, govori o tesnem stiku. Tako ostaja tveganje za širšo javnost zelo nizka. Za širšo javnost, se pravi, oži zadevo in jo širi. V širino nevtralizira, jo pa ostri v užino. Vendar pa neposredni stik z osebo, ki bi lahko bila okužena ali ima potrjen primer opičjih koz, pomeni, da je tveganje očitno večje. Zanimivo je to, da med posnetkom, ki ga boste zdaj slišali, bodite pozorni, so iz posnetka nam namerno odrezali besedilo oziroma besedo monkeypox takoj v uvodu. What we have classically known is that monkeypox is transmitted by close, face-to-face or skin-to-skin contact. This is what we know for now. It hasn't changed for now. The pattern that we're seeing in the cases that are occurring in countries outside of Africa right now remains the same. There seems to be person-to-person skin contact through skin-to-skin transmission. No, contact-to-contact, skin-to-skin transmission. To pomeni, da se bodo spravljali na koga? Na ljudi, ki živijo skupaj, v skupnosti. Pomeni, da bodo razdirali družine, jemali otroke. Simuliram zadevo, tudi mi imamo pravico narediti neko simulacijo. Tako kot so jo oni, in sicer, poglejte, dejstva so za datum 10. maj in pa 1. december 2023. Datumi so postavljeni. Pa si dajmo ta tretji film pa Round Table oboje malo približati, to so datumi. Ti datumi govorijo naslednje scenarije, da bo do 10. maja 2023 predvideno 480 milijonov primerov, kar smo že zadnjič povedali. Kaj je pomembno? Razkritje teroristične skupine in izvor okužb. Infiltracija civilistov in biolaboratorij. In kaj nastane, kakšna ključna varnost? Nastane ključen problem, biološka varnost in upravljanje biološke raziskave z dvojno rabo. Spodaj drugi round table je pa 1. december 2023, kjer pa je že 3,2 milijarde primerov okuženih in pa 271 milijonov smrti. Ključni problem pri tem pa je mednarodno financiranje za pripravljenost na pandemijo, ukrepi in krepitev nacionalne zmogljivosti za pripravljenost na pandemijo. Se pravi, res ne gre za lockdown, za zapiranje. Namesto tega bodo pa ukrepi, izolacije in cepiva trenutno usmerjeni na okužene ljudi, na njihove testne stike in na ljudi, ki živijo skupaj.
Bodite pozorni na dikcijo, okuženi ljudje, tesni stiki in tako naprej, kot je dejala dr. Rosamond Lewis malo prej v posnetku. Tudi sami smo opozarjali na lockdown, nismo na lockdownu, ampak na omejitve gibanja. To s prehodnimi prisilnimi PCR testi za pridobivanje QR kode in šele to omogoča gibanje. Mene še vedno zanima, kaj je dual use ali dvojna raba in česa, kot smo prej prebrali. Dual use, evo, tukaj je dual use, dvojna raba, kaj je to? 10. maj 23. In sicer ob tem pravi, da gre za biološko varnost, upravljanje biološke raziskave z dvojno rabo. In zdaj priporočilo komisije EU 2021 skozi 1700 z dne 15. septembra 2021 o programih notranje skladnosti za nadzor raziskav v zvezi z blagom z dvojno rabo in v skladu z uredbo 2021-821 Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga, pazite, z dvojno rabo. Gre za biološke raziskave z dvojno rabo. Ne za našo zaščito, ampak za njihove raziskave. In to dvojno priporočilo, kot boste videli kasneje, pri tej dvojni rabi, kaj zagotavlja? Zagotavlja okvir pomoči raziskovalnim organizacijam, raziskovalcem, vodjem raziskav in osebju za zagotavljanje skladnosti. Potem gre za ugotavljanje, obvladovanje, zmanjševanje tveganj povezanih z nadzorom izvoza blaga z dvojno rabo ter lajšanje zagotavljanja skladnosti z ustreznimi zakoni in predpisi EU ter nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi. No, pa si poglejmo ozaveščenost za raziskovalce. To je ena zanimiva zadeva, kajti namen nadzora izvoza blaga z dvojno rabo v EU je, dobro poslušajte, to je ključna zadeva, preprečiti neželeno kopičenje konvencionalnih vojaških izdelkov, širjenje jedrskega, radiološkega, kemičnega in biološkega orožja, imenovanega tudi orožja za množično uničevanje ter njihovih nosilcev, kot so projektili in zrakoplovi brez posadke. Govorimo še vedno, kaj je dvojna raba. V bistvu je to priporočilo Evropske unije in bi moralo biti za vsa podjetja in za vse uporabnike nezavezujoče, za tako imenovane raziskovalne organizacije in morajo ohraniti neko odgovornost, so pa zgolj priporočila v skladu s to uredbo EU, ki nosi naslov 2021/821. To je tako imenovano ozaveščeno raziskovanje. Zdaj smo pri enem zanimivem dokumentu. Raziskovalne organizacije so pogosto zaskrbljene zaradi javnega mnenja, protestov, mnenja javnosti, zaradi takih videov, ki jih mi zdajle počnemo, ko javnost razve določene stvari. In v teh raziskavah z vojaškim potencialom so zelo občutljive zadeve. V okviru raziskav se dvojna raba pogosto obravnava v širokem smislu. Dvojna raba, in kateri so neželeni civilni in vojaški nameni raziskav ali kaj je morebitna zloraba raziskav za neetične namene. V zvezi z sistemom EU za nadzor izvoz blaga z dvojno rabo pa je treba dvojno rabo razumeti ozko. Dvojna raba je torej blago, ki se nanaša na blago vključno s programsko opremo in tehnologijo, ki se lahko uporablja v civilne in vojaške namene. Ste razumeli? Dvojna raba je torej blago, ki se lahko uporablja v civilne in vojaške namene. Več informacij o obsegu blaga z dvojno rabo
sem navedel tukaj vam od spodaj, kjer imate link. Seveda ni navedeno na seznamu, je pa tam pododdelek 2.3.2 in dodatek. Vse lepo v slovenščini povedano, tako da si lahko sami pogledate in preverite. Sedaj pa katastrofalen naš slajd, ki ga zdajle vidite. Naredite si print screen, ne vem, slikajte ga, fotografirajte ga, širite ga. Glejte, 23.9.21, Uradni list Evropske unije, številka L333/5. In o čem govori ta dokument? Poglejmo te 3 odseke. Pojem avstralska skupina kot AG. Avstralska skupina, jeseni se nam bliža avstralska skupina. Vse, kar smo gledali na YouTubu, če se ne bomo zmigali zdaj. Se spomnite posnetkov iz Avstralije? Če ne, si jih poiščite in jih poglejte za 1 leto nazaj, leto pa pol nazaj, par mesecev nazaj. Tukaj imamo še čas, dokler se ne postavijo vseh medicinskih naprav za tehnični nadzor ljudi. In to je pa blago za kibernetski nadzor. Blago za kibernetski nadzor z dvojno rabo, posebej zasnovano tako, da omogoča tajni nadzor fizičnih oseb, spremljanjem, pridobivanjem, zbiranjem ali analizo podatkov z informacijskih in telekomunikacijskih sistemov. Dragi moji, kibernetski nadzor, tajni nadzor fizičnih oseb. Slišite, berete. In pa kaj je v 3. pododdelku blago z dvojno rabo ali pa dual use, kakor so to povedali na tisti tabletop konferenci v Münchnu. Blago z dvojno rabo, vključno s programsko opremo in tehnologijo, ki se lahko uporablja v civilne in tudi vojaške namene, in vključuje blago, ki se lahko uporabi za zasnovo, razvoj, proizvodnjo ali uporabo jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja ali njegovih nosilcev, vključno, dragi moji, z vsem blagom, ki se lahko uporabi tako za neeksplozivno uporabo, kot tudi za kakršnokoli pomoč pri izdelavi jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav. Jaz, ko sem tole prebral, mene je zmrazilo. Glejte, srednji, kibernetski nadzor, tajni nadzor fizičnih oseb, s spremljanjem in pridobivanjem in tako naprej. Obup. No, torej, glejte, govorimo o članku iz Reality Check in smo šele pri prvem naslovu. There are no plans for monkeypox lockdown, kakor smo rekli, dejansko ne gre za lockdown, gre pa za lockdown osebo, gre za deprivatizacijo, gre za totalen odvzem suverenosti človeka, gre za totalno pokorščino, pokoravanje vsega tega. No, in lahko rečem, da tukaj iz tega, kar smo zdaj videli, da so se zlagali. Reality Check ni dokazal, da je bil virus opičjih koz izpuščen iz laboratorija. Ni res. Po načrtu bo planirana akcija civilnih teroristov, virus opičjih koz od nekje se bo to razpustilo, najverjetneje bo to Ukrajina, predvidevam, ne vem, lahko je tudi kje drugje. Trditev je pravilna, da še ni dokazal, tudi mi tega nismo rekli, saj je vse planirano naprej. To bo zrežirano. Povedali pa smo, da bo. Dejstvo je, da smo ljudi skozi naš video posnetek, skozi naše sporočilo opozorili. No, pa gremo naprej na naslednji naslov. Ni dokazal, da je bil izbruh načrtovan. To je pod številko 3. Ni dokazal, da je bil izbruh načrtovan. Zanimivo. Mi smo povedali, da je bil izbruh načrtovan, ker smo pogledali vse datume in tukaj pač trdijo, da je to res. Mi smo videli načrt, videli smo, kako se držijo datumov in tudi danes vam bomo pokazali in dokazali, kako se pripravljajo. Predlagam, da od zdaj naprej privežete vozni pas, kajti najhujše šele pride, in besede, ki jih piše ta novinarka, so velika dezinformacija, napeljevanje in preusmerjanje pozornosti povsem drugam, posploševanje.
čisti pamfleti, brez dokazov o tem, kar pišejo in govorijo. No, tukaj piše v teh vrsticah, glejte, obstajajo tisti, ki na spletu trdijo, da je bil trenutni izbruh opičji kos načrtovan. Mi smo videli, da je bil načrt narejen in da je točno na datum prišlo. Piše dalje, pri čemer mnogi s prstom kažejo na Billa Gatesa, Antona Faucija kot odziv zarote covida. Ja, kaj pa drugega je kot to? Seveda s prstom pokažemo, tudi mi smo ga v svojem videu pokazali, ne, s tistim listom v roki, da ne ponavljam, kaj je imel napisano. Ask me anything. Dalje v drugem odstavku piše, to neutemeljeno trditev delijo v ruskih medijih, v kitajski državni aplikaciji Weibo, kot smo na začetku videli tudi na naši platformi, so iz teh črpali, smo videli dobesedno v statistiki in na Instagramu. In glejte, tukaj pa izrecno pove na Facebooku, mene so blokirali, sem povedal na začetku, pa ga lahko najdete tudi v romunščini, nemščini, angleščini, arabščini, francoščini, slovenščini, madžarščini, pandžabščini. In moram povedati, da v vseh teh narodnostih imamo tudi člane v Društvu za srečno življenje Belis. Jaz sem šel preverjati in sem videl naših izmed 5000 plus članov, da so iz vseh teh držav tudi naši člani. In zagotovo, ker smo to razširili, ker smo to povedali, ker smo to delili med našimi člani, da so obvestili tudi svoje sodržavljane, kar je edino prav. Zdaj, članek se je tukaj malo razširil in sicer čisto kratko, trditve kažejo na dokument, ki ga je pripravila Ameriška organizacija za biološko varnost Nuclear Threat Initiative, NTI. Leta 2021 je NTI izvedel delavnico, s katero je spodbudil voditelje z vsega sveta, da načrtujejo možnost prihodnjih pandemij. Ja, o tem smo govorili, zelo na široko. Veliko sem o tem povedal, veliko smo o tem opozarjali v tistem videu. In potem nadalje pravi, udeležence so prosili, naj delajo skozi izmišljeni scenarij, in sicer smrtonosna globalna pandemija, ki vključuje nenavaden sev virusa opičjih koz, ki se širi se po vsem svetu. Tveganja, ki jih predstavljajo opičje koze, so po poročanju NTI dobro dokumentirane že leta in število primerov je v porastu, zaradi česar je za to delavnico očiten virus. Izbruhi okužb so življenjsko dejstvo, zato organizacija, ki jih predvideva in načrtuje, sama po sebi ni sumljiva. Pravi, naredijo načrt, to izvedejo, ljudje umirajo in oni, ki to načrtujejo in to izvedejo, pač niso sumljivi. Ne, tisti, ki to izvaja pri mizi, ni sumljiv. Tisti, ki pa dela po navodilih, je pa izvajalec te vaje, ta pa je sumljiv, ampak po kazenskem pravu je kriv tisti, ki sodeluje z navodili in tisti, ki izvaja. No, pa si poglejmo to zanimivost, še enkrat si pokličimo v spomin vajo za pripravljenost. Glejte, kot smo že ugotovili, izbruh opičji koz v Veliki Britaniji, brez mednarodnih opozoril oziroma nasvetov, to, kar se zdaj dogaja, tako hladno, nonšalantno se pojavlja vsak dan nekaj primerov. Ključni problemi, ki morajo biti v tem času izpostavljeni, seveda smo opozorili 15. maj 2022 je datum, 5. juni 2020 se pa zgodi v bistvu, kar se zgoditi mora. Pri tem tveganju je potrebna splošna ocena benefits of needs for early risk assessment. Tako da, tukaj točno piše, kdaj je attack, na vrhu imate znak biološka nevarnost, oni pa pravijo, ni evidence, da bi bil izbruh opičjih koz načrtovan. Tukaj lahko rečemo tretja laž. No, in predlagam, da gremo še na številko 4, da ne bomo predolgi. Monkeypox is not linked to COVID vaccines. Se pravi, opičje koze niso povezane s cepivi COVID. Opičje koze niso povezane s COVID cepivi, kaj je zelo to zanimivo, čeprav je evidentno navedeno v naših virih, da je še kako povezano.
članek trdi, da je trditev, ki so jo zasledili, imela 2 točki. V prvi točki kaže na dejstvo, da cepivo AstraZeneca uporablja virus, ki ga najdemo pri šimpanzih, in druga vrsta trditev, ki se širijo po spletu, je, da cepivo COVID nekako zavira imunski sistem, zaradi česar smo bolj ranljivi na okužbe. In dejstvo je tudi, da smo rekli, da COVID cepiva, ki so ostala neporabljena, uporabljajo sedaj za virus opičjih koz, tako da jih liofilizirajo, to je podjetje Bavarian Nordic. Ampak tukaj je ena zanimiva stvar, da pa liofilizacije obstoječih cepiv COVID v članku ne obdelajo, se ognejo na široko. Očitno je to preveč vroča tematika za BBC reality check. Novinarka dalje piše, da v resnici cepiva spodbujajo, ne pa izčrpujejo vaš imunski sistem, zaradi česar je učinkovitejši pri ciljenju na določeno okužbo. Marija, pomagaj. Cepiva spodbujajo, ne izčrpajo imunski sistem, zaradi česar je cepljenje učinkovitejše. Halo. Nadaljuje potem, čeprav je zelo malo primerov ljudi, ki imajo avtoimunske reakcije na cepiva, ko vaše telo začne napadati, recimo vzrok redkih krvnih strdkov po AstraZeneki, ni dokazal, da bi COVID cepiva zavirala imunski sistem ali spremenila sposobnost boja imunskega sistema za druge bolezni. Peševka, kaj je tle napisan. Malo primerov, malo ljudi, ki imajo avtoimunske reakcije na cepiva, redki primeri, dokazov ni, da bi COVID cepiva škodovala, in to nonšalantno BBC reality check napiše. No pa poglejmo nekaj proti temu, kar so napisali. Tukaj je v bistvu dokaz, poglejte, 21. maj, da je vzrok za monkeypox so COVID-19 cepiva. Gremo dalje. Medtem ko je bil dosežen recimo določen napredek pri opredeljevanju genetskih dejavnikov tveganja za avtoimunske bolezni, kožnih spuščajev, nikoli ni bilo dokončno ugotovljen noben drugi okoljski dejavnik. Najpogostejši vzrok dokazano cepiva. Tukaj imate pred seboj National Library of Medicine in dokaz. Evo, tukaj piše monkeypox. Ta poliovirus je človeški populaciji apliciran predvsem s kontaminiranimi cepivi proti otroški paralizi. Virus je bil proizveden v naravno okuženih opičjih celicah SV40, se pravi je v cepivu, je dan v cepiva. In prejšnja molekularna biologija in nedavni imunološki testi so pokazali, da se SV40, se pravi ta opičji virus, širi med ljudmi in tudi neodvisno od prejšnjih cepiv, kontaminiranih s SV40 pri zelo tesnih stikih. Širi se pri zelo tesnih stikih ponovno. Dalje, tukaj je v bistvu en zaupen članek, spet o avtoimunski bolezni, ki ga je objavil Pfizer, kot na vrhu vidite, piše Confidential. V enem od zaupnih teh dokumentov so kot res neželeni stranski učinki navedeni mehurji kot avtoimunska reakcija. Mnogi se sprašujejo, ali niso prav sedanje opičje ošpice, opičje koze, kot jim zdaj rečejo, način, da se prikrije znane stranske učinke cepljenja. In ta novinarka piše, ni dokazov, da bi COVID-19 cepiva zavirala imunski sistem ali spremenila sposobnost boja imunskega sistema za druge bolezni. Dio pamet, ja, a res? Morda je ta rešil iz nekega drugega planeta ali pa slepa in bosa hodi, ne vem, po mrtvih truplih in misli, da je totalno ogrevanje ali kaj. Neverjetno sprenevedanje. Poglejmo, pred kakšnimi dejstvi bi si novinarka reality checka v zdravju zatiska oči. Dajmo še malo pobrskati. Tukaj vam postrežem huje od bolezni.
Worse than disease, pregled nekaterih možnih nepredvidenih posledic cepiv mRNA proti COVID-19. Kakšne so posledice? Gre za bioterorizem. V popolnoma novi knjigi z naslovom Bioterorizem, cepiva proti COVID-u in njihov mehanizem ubijanja in uničenja boste končno slišali resnico o čem? O tem, kako je bilo na milijone ljudi ubitih, prizadetih, ne glede na lastno poročanje CDC. Vendar pa smo še vedno napačno obveščeni, tako od vseh medijev, Big Pharme, svetovne vlade, lokalne vlade, skratka, vsi lažejo. Zakaj še vedno toliko cenzuriranih zdravnikov in strokovnjakov, ki želijo povedati resnico? Kakšne poškodbe organov povzroča COVID cepivo? Resnica o tem je v tej knjigi, kako veliko tehnologijo, veliko farmacijo in medije nadzira zgolj peščica podjetij. Kaj na koncu pričakovati in tako naprej. Skratka, tukaj še en članek, a vidite na vrhu datum oktober 2021, a ne? Researcher analyst, to se pravi, gre za raziskovalno analizo podatkov Wires, ki razkriva 5427% povečanja števila smrtnih žrtev po injekcijah COVID-a v primerjavi z vsemi cepivi zadnjih 10 let. In ta članek iz Reality Check pravi, monkeypox is not linked to COVID vaccines. Nonšalantna laž. Pa bodimo radodarni. Recimo, vzemimo v zakup, da smo se pa zmotili in da ima novinarka prav. Predvidevajmo, da ima BBC Reality Check prav. Ok, kaj lahko naredimo? Glede na to hipotezo, pa se moramo ponovno vprašati, ali res ni drugih dokazov, da je pandemija načrtovana, da ni načrtovano omejevanje gibanja, da opičje koze morda res niso povezane s COVID-19 in SARS-CoV-2 virusom, kot le mednarodna vaja in predvidevanje v primeru izbruha pandemije. Ali gre res samo za neko vajo predvidevanja, ki smo jo videli do sedaj in je bila postavljena pač na tisti münchenski NTI konferenci v Münchnu. Pravi in učita, da imamo pogost strah na spletu, da se načrtujejo omejitve gibanja. Če je temu tako, vprašajmo, kaj pomeni naslednji koledar, ki je nastavljen za IVDR, kar pomeni In vitro Diagnostic Regulations. Torej IVDR, poglejmo nov koledar, novo agendo. Tega še niste videli, vam je neznano. Predlagam, da pozorno pogledate in pozorno poslušate. Torej, še enkrat v agendo in to z dejanskim planom, ki se ta hip, dragi moji, izvaja po vsem svetu, posebej v EU. Tudi v Sloveniji. Nekako prej sem že omenil in vitro diagnostik po EU uredbi. Regulation IVDR Transition ali prehod. To so besede, ki so namenjene odjemnikom ponujenih in vitro aparatur. Sicer kot piše v sivem kvadratu med leti 23-25, citiram prevod iz angleščine. Prihod IVDR bo prinesel pozitivne spremembe medicinskih pripomočkih in laboratorijsko razvitih testih. Predstavlja tudi morebitne ovire, ki vam jih lahko pomagamo hitro premagati. Z našo sposobnostjo pomagamo zagotoviti vašo skladnost, doslednost dobave, validacijo in razširljivost, nudimo jasnost in zaupanje za vaš prehod v IVDR. Tukaj vam bom to zadevo približal, da boste videli datume. Poglejte, 26. maj 2022, spodaj začne to veljati, je začelo veljati. In kaj je pravzaprav IVDR? IVDR je uredba o medicinskih pripomočkih in vitro EU 2017/746. Je prenovljena uredba, ki bo ustvarila trden, pregleden in trajnostni regulativni okvir za izboljšanje
klinične varnosti in bo ustvaril, pazite, pravičen dostop do trga za proizvajalce in zdravstvene delavce. Češ, COVID čas je pokazal kot goljufijo, se spomnite onih mask, spomnite uvozov pri nas, vseh goljufij, korupcije, da se je COVID pokazal kot nepravičen. Zato sedaj z novimi regulativami urejajo tako imenovan pravičen trg. Smešno. Glejte, vse se začne in konča pri denarju. Torej, ta IVDR usklajuje zakonodajo EU s tehničnim napredkom, tehničnimi spremembami v medicinski znanosti in napredkom pri oblikovanju zakonodaje. Vse delajo na tem, da bodo postavili aparature za nadzor po vsem svetu, po celotni Evropi, tudi v Sloveniji. Zdaj, IVDR, glede na to, kar tukaj vidite, od 23 pa do 25, bo dobil zavezujočo pravno uveljavitev v vseh državah članicah in postavlja višje standarde kakovosti in varnosti naprav IVD. Da se zadeve hitro dogajajo, svetlobno hitrostjo, da bi bila digitalna potrdila, veste, to so QR potrdila, govorimo o QR potrdilih, ne mi spati zraven, vem, da je dolgo, vem, da je težko poslušati, ampak govorimo o naši svobodi. Digitalna potrdila, izdana v skladu z IVDR, in vitro, slišite? Preden IVDR v celoti, ta zakonodaja, ki usklajuje s tehničnim napredkom, velja, lahko ostanejo veljavi do 2025, dokler ne bo kompletno vse usklajen. 2 do 3 leta rabijo. Vse naprave razreda D, ki niso kompatibilne, pa morajo biti popolnoma usklajene z IVDR po datumu 26.5.22 in naprej. Kaj se dogaja, dragi moji, poglejte. Sam da vam povem, obvestilo zainteresiranim stranem, to je status sporazuma o vzajemnem priznavanju med EU in Švico za in vitro diagnostične medicinske pripomočke. Vidite gor datum 24. maj 2022, to je status sporazuma o vzajemnem priznanju za medicinske pripomočke. Dalje, vsa navodila, detajli, ki so datirani 24. maj 2022. Gremo naprej. Evropska komisija, spet maj 2022, status vzajemnega priznavanja za in vitro diagnostične medicinske pripomočke. In vitro diagnostic medical devices, a vidite puščico? Ok, da ne boste rekli, da nakladam, ali pa da se ne bo spet kak cajtenk našel, bo rekel, da si izmišljujemo in da grozimo, da karkoli že. Tako da, glejte, to so dejstva. Gremo naprej, kaj se dogaja zdaj v Evropi. EUDAMED, glejte, to so že deadlines. The countdown begins. Zdaj je že naš predsednik Miran imel the last countdown, kaj vse je povedal, ampak tukaj gre dejansko za registracijo naprav, njihovega delovanja live, pogledajte online, UDI Reference Center. Roki EUDAMED, odštevanje se začne zdaj. Še vedno se lahko trudite razumeti, kakšne ukrepe je treba sprijeti. Za MDR EU piše od spodaj. Dobro. EUDAMED deadlines countdown begins in sicer countdown. We are now counting down to a fully functioning EUDAMED system in Q4 of 2022. Zdaj odštevamo do popolnoma delujočega sistema za četrtletje v letu 2022. To se pravi, to bi bilo kdaj že oktobra, 2022. Madonca, delajo, kuhajo. Jaz vam to pripovedujem, zakaj. NNNP je bilo včasih naše geslo, nič nas ne sme presenetiti. Pa dragi moji,
Zakaj menite, da je sedaj takšno zatišje pred nevihto? Epidemija je povsem drugje, in sicer je epidemija v poslu, v ponudbah, v seminarjih, v učenju, biznisu in pripravi na testiranje, ki nas čaka čez nekaj mesecev. Dragi moji prijatelji, trenutno je torej epidemija priprav na jesensko testiranje. Nevidna je, nihče je ne vidi. Hvala Bogu, da sem jaz nekaj izbrskal tle, da boste malo vedeli, zakaj gre, ker gre za poslovne skrivnosti. To nam kažejo, vse te grozne stvari nam kažejo, vojne nam kažejo, prepire nam kažejo, ne vem, znan obraz ima svoj glas, zmagovalce, vse drugo, sam da resnica ne pride ven. Gre za preusmerjanje pozornosti na vsakem koraku. Resnica je samo ena, ta hip, ki se dogaja po vsem svetu. Intenzivna širitev medicinskih pripomočkov in urjenje kadrov na jesensko testiranje, ki bo transfekcija. Ste prej slišali, ne bo cepljenja, bo testiranje, cepljenje s tehnologijo transfekcije, a o tem malo kasneje. Gre za novo finto. No, poglejmo si zdaj naprej, zakaj medicinski pripomočki, povezani v tako imenovani cloud, v internet, ki vodi centralno bazo, kako smo že rekli, EUDAMED ali kako že, ne? Ja, EUDAMED. Kaj je EUDAMED? EUDAMED, dajmo to približati sliko. EUDAMED je Evropska zbirka podatkov za medicinske in vitro diagnostične pripomočke, pa smo v centralnem računalniku, v centralnem bazu. Vse to, gledajte, je razvila Evropska komisija. Bože mili, trenutno se vse EU države pripravljajo na poenoten način sporočanja bioloških podatkov na podlagi testiranja in transfekcije v centralni računalnik. To je glavna stvar, a kot ste videli, so tudi druge stvari, o katerih ne želijo, da vemo ali da smo informirani. Kaj pa stroko briga, kako jih bomo poklali? Ljudje so v bistvu nevedni. Kako je že rekel Kissinger? Jedci, a ne? Groza. Neuporabni jedci. Nekako tako. EUDAMED, povejmo še enkrat, kaj je. Vem, da je težko, vem, da so novi izrazi. Glejte, to je Evropska zbirka podatkov za medicinske in vitro diagnostične pripomočke, ki jo je razvila Evropska komisija. Vsak naš podatek, ki se bo kjerkoli izkazal s QR potrdilom, osebno izkaznico, biometrični podatki, karkoli se bo kjerkoli, prijava k zdravniku, ne vem, šoferski izpit, vse karkoli, vsaka dejavnost, vse se bo prijavljalo v centralni računalnik. To je EUDAMED, ne? Evropska zbirka podatkov za medicinske in vitro diagnostične pripomočke. Zdaj, kaj nas pri tem varuje, smo povedali, da bom povedal eno pravno zadevo. Vsi že vemo, da je 38. člen ustave tisto, kar nam varuje osebne podatke. Ustavi nam ne smejo spremeniti v DZ, čeprav imajo težnje, da se zares dogaja povsod. Poglejmo v Slovenijo, kako potekajo priprave na medicinsko zasužnjevanje, če bomo to dovolili. Če bomo, poti nazaj, dragi moji, ni. Zdaj, usposabljanje smo rekli, da je na vrsti za te naprave, ki jim omogoča EU uredba, da se širijo zdajle gobe po dežju. In seveda nimajo tega znanja, kako uporabljati te naprave. Uživite se, da ste v službi in se celoten sistem dela v službi zamenja. Kaj je potrebno? Potrebno je iti na seminarje, se dnevno izobraževati. Jasno, to poteka zdaj. Usposabljanje, ki je namenjeno pooblaščenim predstavnikom, uvoznikom, distributerjem in prodajalcem, ki so vključeni v to dobavno energijo in vitro diagnostičnih pripomočkov. Kako smo že rekli? IVDR. In seveda zaposleni v laboratoriju zdravstvenih ustanov, ki se želijo seznaniti s ključnimi spremembami, ki jih prinaša ta IVDR, ter svojimi obveznostmi v okviru IVDR. Pridobljena znanja bodo pomoč pri prepoznavanju vrzeli med obstoječim načinom poslovanja in zahtevami IVDR. Glejte, 24. maj 2022 Microsoft Teams bodo uporabili.
zdravstvene ustanove, laboratorije, proizvodnjo in tako naprej. Ta članek, to vabilo se uporablja oziroma se je uporabljalo, bilo je aktualno 26. maja. Čakajte, bom jaz to malo približal. Ja. 26. maja, testi. Bo v predhodnem obdobju 5 let nova uredba IVDR v celoti nadomestila direktivo, o tem smo že govorili, zaradi katerega se bo ocenjeni odstotek, glejte, IVDR pripomočkov, ki zahtevajo certificiranje priglašenega organa, povečal s 15 na 70 in iz 90 do 90 odstotkov. Zdaj pa ključno, IVDR bo imela tudi pomembno vlogo pri nadaljnji uporabi laboratorijskih razvitih testov LDT oziroma hišnih testov in-house IVD v laboratorijih zdravstvenih ustanov. Ti testi se bodo lahko uporabljali samo ob izpolnjevanju določenih pogojev. Poleg tega IVDR omejuje njihovo uporabo samo na aplikacije, za katere ni na voljo CE-IVD pripomoček. To pomeni, da bo uporaba teh testov znatno omejena. Zakaj? Tega pa pač še ne vem. Pa priprava in poslovna dirka ta hip ni le v Sloveniji, poteka po vsem svetu, po 94 državah, ki so podpisnice tistega dokumenta od WHO, kako se može reči, IHR, International Health Regulations. Se je zdaj pred kratkim po vsem internetu vršalo, tisto je podpis od Poklukarja za Slovenijo. S tem podpisom, evo, prekličimo si ga v spomin, to je ta podpis, ki ga je podpisal, ampak kaj pravzaprav je najhujša stvar, ki jo je on tukaj podpisal, ki je skrita pred celotnim bistvom. Gre za General Program of Work, GPV, splošni program dela za čas od 19 do 23. Prednostna naloga tega programa je zaščita pred izrednimi zdravstvenimi razmerami. Kaj je torej naš kljukec podpisal? Preberimo skupaj. No, kaj je podpisal? Na podlagi izkušenj, pridobljenih iz pandemije COVID-19, po Svetovna zdravstvena organizacija, poslušajte te 2 točki, podpirala krepitev multidisciplinarnega sodelovanja in boljšega razumevanja mednarodnih zdravstvenih predpisov IHR 2005 na državni ravni in osrednjo vlogo nacionalnih kontaktnih točk IHR, pazite, nacionalnih kontaktnih točk IHR pri zbiranju podatkov in sporočanju tveganj mednarodnega pomena in podpiranje zmogljivosti države za hitro mobilizacijo zanesljivih strateških informacij in obveščevalnih podatkov. Pa to svet ni videl. Človek sploh ne ve, kaj je podpisal. IHR 2005 na državni ravni, kontaktne točke, zbiranje podatkov, sporočanje tveganj, informacije, obveščanje in tam smo preverili, da se ustvarja centralni računalnik. Ljudje božji, ne veste, kaj se nam pripravlja. Jaz imam vsaj približno sliko. Poglejmo naprej, ko smo rekli, da se dogaja tudi po svetu. 24. maj 2022, vidite datum na vrhu, gre za tako imenovan BioFire Defense, kjer je test dovoljen za naslednje indikacije za uporabo, za nekatere pooblaščene laboratorije in tako naprej. Pazite, piše, če zdravstveni delavec sumi na COVID-19 pri posamezniku, ga mora obravnavati kot bolnika. Gre za jemanje iz srednji turbinat ali sprednji nosni orofaringealni ali pa nazofaringealni del zgornjih dihal za brise. Tako da, glejte, testi se nam približujejo. Mene že vse boli, že samo to, ko berem, kaj šele, ko se bo dogajalo in kako zdaj že firme na podlagi te ameriške administracije, tako kot smo prej gledali, evropsko tekmuje. Se pravi, tukaj poglejmo datume, 31. maj
27.5., 25.5., 18.5., to je, kar zdaj podganja dirka tistih podjetij, ki v tem sodelujejo. Pa mi o čem sploh govorimo, o kakšnih napravah sploh govorimo, ne? Kaj bi to sploh lahko bilo, ta IVDR pa naprave za merjenje COVID, pa kakšne so tehnične specifikacije. Poglejmo si malo te napravice. Feature PCR products, se pravi, vkolikor pa od vas zahtevajo PCR, je tukaj, kar vidite pri teh napravah, zdajle, a ne, so vedno pri vsaki zadevi seveda tudi navodila. No, ampak poglejmo tukaj še, vidite, tukaj je Learning Center, je Handbook, PCR Application Notes, PCR, qPCR Solution Brochure. Veste, tega je ogromno, ko človek pride, saj imate tle spletno stran, si lahko pogledate. No, kaj sem hotel povedati? Hotel sem povedati to, da okolikor od vas zahtevajo PCR, a ne, glejte, tukaj piše for research use only, not for use in diagnostic procedure. Zdaj, kaj je pravzaprav finta? Delajo nad nami same raziskave, teste. Diagnozo se lahko dela samo, če človek pride bolan, pa če v diagnozo pa v to privoli prostovoljno, a ne. In zdaj, kar se tega stavka tiče, bodite pozorni, to je lahko naša rešitev, torej naprava, na kateri piše, da je to samo za raziskave in človek, ki v raziskavo, medicinsko raziskavo ne privoli, ima pravno zaščito, a ne. Saj so po 15. členu Ustave Republike Slovenije gre, mislim, da za uresničevanje in omejevanje pravic, ki se uresničujejo neposredno na podlagi ustave, ne potrebuješ nobenega drugega zakona naštevati, a ne. 16. člen pa točno določa določbe iz 15. in sicer tudi 16. člena, a ne, da določbe omejevanja človekovih pravic in svoboščin je dopustno na podlagi odstavka v smislu, da ne dopušča nobenega, pazite, nobenega začasnega razveljavljanja ali omejevanja pravic določenih v 17., 18., 21., 27., 28., 29. in 41. členu ustave. 16. člen ustave si preberite, ker je zelo jasen. Upam, da nam je tudi ne bodo spremenili, a ne. Glejte, na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve, to je 18. člen. Tukaj pa piše, da so te stvari, te naprave in ti testi narejeni samo za testiranje, za poskuse. Kaj pa je test drugega kot poskus? Pomeni, poslušajte, PCR, ki je bil oziroma prihaja vsem prenovljen, kot vidite, ima za vsako napravo navodila, kjer jasno piše, naprava se uporablja zgolj za poskuse in raziskave, se ne uporablja za diagnosticiranje. Kolikor bo od vas država zahtevala PCR, mora uporabljati te naprave, na katerih piše, da so samo za raziskave, ne za diagnozo. Testiranje oziroma raziskovanje brez svobodne privolitve in posrednega prisiljevanja pa je kršitev ustave in kazenskega zakonika. Torej, mislim, da je v kazenskem zakoniku 131. in 132. člen. 132. govori o prepovedi v prisiljenje, 131. pa v prisiljenje v enakopravnost. Tukaj je še ena taka stvar, pogledajte, čisto na vrhu piše Find everyday labs essentials to power your PCR every step of the way, a ne. Ponujamo vsakodnevne laboratorijske rešitve za izvajanje PCR testa na vsakem koraku. Na vsakem koraku. Ponudba je velika. Zdaj se dogaja to se pravi, v tem trenutku, kaj se dogaja? Zakoni so sprejeti, videli smo po načrtu iz tistega münchenskega načrta, da je vojna se začne, atak, napad. In kaj ta napad se začne kako? Z mediji, s preusmerjanjem pozornosti na eni strani, na drugi strani pa se skrivno dogaja sodelovanje med vsemi državnimi
deležniki. To se pravi, gre za molekularno biologijo, učenje in pomoč. Ponudba je v polnem teku, prav tako tudi izobraževanja, dejansko potekajo že od januarja letos 2022. In sedaj vam bom pokazal pa neverjetno stvar, verzijo urnika, ki je bil posodobljen 15.5.22, 15.5.22, kot je v agendi, in 16.5. naslednji dan, torej točno po agendi, pa je bil objavljen. To se pravi, gre za urnik, nov urnik, kjer na vrhu piše: zaradi krize COVID-19 zaenkrat večina osebnih srečanj odpade in jih nadomestijo kaj? Telekonference. No, če pogledamo dalje, gre za Medical Device Coordination Group. Torej, tukaj boste videli zdaj, kako je to organiziran. Gre za skupino za usklajevanje medicinskih pripomočkov. Ponavljam, skupina za usklajevanje medicinskih pripomočkov je naredila načrt in datume za videokonference. Na vrhu prav piše, poglejte, 22, COVID-19, zaenkrat večina osebnih srečanj odpade in jih nadomestijo videokonference. Kako so datumi tega urnika? Vidite? Datumi 16.5.2. Are we ready for the next pandemic? Mislim, da je to, ali smo pripravljeni za naslednji posel za testiranje zajcev. Poglejmo naprej še datume. Do decembra 2022 smo zdaj, tako. Se bodo dogovarjali za usklajevanja medicinskih pripomočkov povezanih v internet EU podatkovni center, ki smo ga prej videli. Ok, ampak tu je šele začetek. Veste kaj? Nekdo mora biti prisoten na teh seminarjih tega urnika, ki smo jih sedaj videli. In veste, kdo bo prisoten na teh videokonferencah? Iz vsake države, EU države, seveda so to imena, priimki in ustanove, pri katerih so ti ljudje zaposleni. V društvu smo pridobili vsa imena, elektronske naslove, inštitucije, pri katerih so zadolženi, in pozicijo ter kaj je kdo zadolžen. Predlagam, da če niste iz Slovenije in to gledate, da se najdete v svoji državi, da tem ljudem pišete in jih vprašate. Saj to so vendar javne stvari, ampak mi ne vemo, dokler ne vprašamo. Ti ljudje to delajo. Ko pa ljudje vprašajo, se najdejo pa v zagati. Tako da dajte pisati, dajte spraševati, dajte na ta naslov, ki ga boste zdajle videli, pofirpcati, ne? Tukaj, ta tabela predstavlja, gledajte, skupino za usklajevanje medicinskih pripomočkov ter in vitro diagnosticiranja. Se pravi, gre za dve skupini. Spodnjo povezavo predlagam, da si to skopirate, si lahko prevzamete iz interneta ta dokument. In medicinski nadzor za medicinske QR kode, povedano po domače, opozorilo jemljite skrajno resno. No, tabela predstavlja države na levi strani, potem kdo je v kateri od držav odgovoren za medicinske pripomočke in odgovarja ministru za svoje delo. Zadnji stolpec predstavlja in vitro diagnosticiranje oziroma diagnoze, kako se delajo. To bo potem druga skupina, ki bo to izvajala, to je tisti, ki vas bodo testirali. Poudarjam, diagnoze. A vidite, na vrhu piše diagnoze, ne testiranje, ampak tebi rečejo testiranje, na vrhu piše pa, da bojo diagnosticirali, kar pomeni diagnosticiranje zdravih ljudi, zdravih pacientov za namen odvzema materialov in tiskanje QR kod. Čist na kratko, prosim, katere so te države, ki so tukaj noter vključene? To so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, potem, če pogledamo naprej, Češka, Nemčija, Danska, Estonija, imamo tukaj vsa imena, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska. Menim pa, da je prav, to se pravi Romunija, Španija, Švedska, Slovenija, Slovaška, da se
pri Sloveniji malo ustavimo, pa si pogledajmo pri Sloveniji, kdo je odgovoren, katere so imena, to je tisto, kar sem prej govoril. Torej, zastopnik za Slovenijo, Radulović Momir, Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Njega nadomešča Savinek Vane, tudi pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Dalje, Klun Karmen, tudi Javna agencija, in Gašper Marc, Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke. Tukaj imate navedene tudi elektronske naslove, imena. Ljudje božji, dajte agenciji pisati Republike Slovenije za zdravila, povprašajte jih, kako je s tem. No, potem pa so še ostale države, Islandija, Liechtenstein, Norveška in Turčija. Torej skupaj 31 držav zdaj harmonično, sinhrono dela, sodeluje, se izobražuje. To je čas počitnic, ki ni čas počitnic, pa je čas počitnic, ker so na morju, na seminarjih, se učijo, se finomajo, se zabavajo, skratka, kot ponavadi, vse teče kot po maslu, pa dobro. Pa o čem mi sploh govorimo in kako izgleda in vitro diagnostiki IVD? Vas zanima? DNK in vitro genski paket. Evo vam ga, poglejte si ga. Kako izgleda po novem? Še enkrat ponavljam. For research use only, not for use in diagnostic procedure. To se pravi, samo za raziskovalno uporabo, ni za uporabo pri diagnostičnih postopkih. In kaj je zdaj to zadeva, kaj to sploh je, kar je pred nami? Komplet za kloniranje zagotavlja visoko učinkovito 5-minutno strategijo kloniranja v enem koraku za neposredno vstavljanje produktov PCR s topimi konci, pomnoženih s termostabilnimi polimezerami za korekturo v plazmidni vektor. Mater, sem težko prebral. Vsak komplet ima zero vektor blunt topo, ki vsebuje gen CCDB, to ga lahko pogooglate, za pozitivno selekcijo. Zdaj pa dobro poslušajte, kar omogoča samo rast plazmidnih vektorjev z rekombinantami. Ok, pri naslednjem slajdu vidimo komplet za fluorescentno aktivnostjo in vitro gen, ker gre za nov izdelek, so pa tukaj napisali na navodilih za uporabo, zelo nas zanima, torej proizvajalec za uporabnike. Ali je transfekcijski sistem K4 uporaben za vašo uporabo? Pazite, transfekcijski sistem. Zato nudimo kompleten tale paket za vas, brez da ga plačate, ki ga potrebujete za svoje aplikacije, damo to brezplačno, kot ponudbo za sodelovanje, če ste pripravljeni deliti svoje podatke in rezultate z nami, da bi izdelek izboljšali. Se pravi, spet gre za neko interno trgovanje, daj dam. Vse na račun nas ljudi. Še enkrat ponavljam, na vsakem produktu, na vsaki napravi piše, da je uporabno zgolj za raziskovalne namene. Ne sme se uporabljati za procese diagnosticiranja. Se človek vpraša, kaj potem ta RT-PCR testni sistemi so. Očitno gre za zbiranje DNA ali drugih bioloških materialov. Kaj pa drugega pošiljajo v evidence v EU, centralni računalnik, ki je zdaj leži narejen. Se pravi, samo za raziskovalno rabo, ni za rabo pri diagnozah. Na podlagi finte raziskovalne rabe bodo naše biomateriale etc. pošiljali v EU biometrični kvantni računalnik, hkrati pa izvajali transfekcijo v naše nosne ustne votline, kjer nam bodo vstavljali nanobote, biobote, ne vem kaj vse, pojma nimam, ampak nisem neumen, da bi se to pustil. Pa, delajo raziskave po kazenskem zakoniku, jih še preganjati ne moreš, razen če osebno v to privoliš. Zato pa vstran od TV. Dobili so celo certifikate za te stvari, vse imajo zdaj papirje, imajo pravno urejeno, tako da ljudje, akcija, jaz vam samo rečem, akcija, vsi testirati, vsi nove mobitele, vsi QR kode inštalirati, da bo tako, kot je to v bistvu
se zgodi na Kitajskem. Poglejte, to je prihodnost za Evropo in za Severno Ameriko, če sem malo sarkastičen. Ne. Komunistična Kitajska spremlja in nadzira ta tako imenovani zdravstveni kodeks. Oni rečejo temu zdravstveni kodeks. In če vaša koda postane rumena ali rdeča, ste obsojeni. Ne moreš se gibati, ne moreš nič. Lahko postane rumeno, če, na primer, človek ostane na istem kvadrantu 800x800 metrov s pozitivno osebo. Mater je virus na 800 metrov strelja. In če to ostanete več kot 10 minut, se začne spremljati vaše gibanje. Torej, svoboda na 800 metrih. A si to želimo? Dajte, no, od blizu, kaj se počne. The precautionary measures are reinforcing the Chinese state's surveillance. After analyzing the code of one of these apps, this journalist found that once registered, the user's data was handed over to the police. There's nothing on the app to tell you that the police are in any way involved. It says that this is a government service, but then it doesn't sort of specify beyond that, so it's pretty surprising to then see this beacon that's immediately going to police. Evo, ko se registrirate s QR kodo, policija prejme osebne podatke in ima pa polni nadzor nad vašim življenjem. Celo v EU uredbi smo prej videli tole, je uzakonjeno, dragi moji, tako da pravijo sicer, da je to stvar vlade in ne policija, a policija je del vlade v trenutnem političnem brezvladju, kot smo se to, mislim, da že naučili v naslednjih preteklih 2 letih in nam je dalo vedeti tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije. Ustavo morda poznajo, pristojnosti, ki jih imajo ustavni sodniki na podlagi zakona, pa očitno ne, da je treba nezakonitosti takoj ukiniti, prekiniti, odrezati. Če ne uveljavljajo nadaljevalno ustavno nezakonitost, mislim, halo, kaj vse se nam pripravlja zdaj do jeseni. Zato pa so podaljšali nezakoniti odlok na Ustavnem sodišču, da ta isti nezakoniti odlok vlada zakonsko uredi kot nezakonitega. Vse, kar vam zdaj sem pripovedoval, ne vem, koliko časa, že 1,5 govorim, oziroma 1,5, 20 minut, je to hudo. Ja, kaj je zdaj to? Transfekcija. Povedali smo, da bomo o transfekciji povedali nekaj, sem obljubil nekaj besed. Transfekcija je močno orodje in omogoča, mislim, zaostrite z ušesi, uspešno dostavo genskega materiala v celice. Torej, transfekcija omogoča uspešno dostavo genskega materiala v celice, ki je odvisna od količine in kakovosti DNK, časa inkubacije in razmerja med transfekcijskim reagentom in DNK, izvora, vrste in prehoda celic ter prisotnosti ali odsotnosti seruma v celični kulturi. Doslej so bile razvite številne transfekcijske metode, ki so nosilce nukleinskih kislin uporabljajo virusi, nevirusne delce ali fizikalne dejavnike. Halo, pri transfekciji nevirusni delci, fizikalni dejavniki in tako naprej. Evo, vse vam lahko vstavijo tako, mimogrede s testiranjem. Torej, kaj je dalje transfekcija? V transfekciji so med virusnimi nosilci kationski polimeri, ki so predlagani kot najustreznejši zaradi učinkovite spremembe kemične strukture. V tem pogledu so opisani in obarvani dostavni sistemi ter fizikalne, biološke in kemične metode, ki se uporabljajo za transfekcijo ekvarionskih celic. Okay. Pa dobro, marsikdo si zdaj misli, da se ta Mihael malo heca, ko se to razlaga, to dolgočasno branje o teh okužb, infekcij, transfekcij, vseh teh uredb. In pa dobro, ali želite, da vam ponudim več dokumentov,
več datumov, več filmov. To želite, a še ni dovolj, da vas prepričam. Evo, pa gremo naprej. Gremo. Preprečevanje in nadzor okužb, ki ščitijo skupnosti. Evo datum, white paper, 4. maj 2022. Infection prevention and control protect patients. Halo? COVID-19 je potrdil osrednjo vlogo, ki jo ima preprečevanje in obvladovanje okužb pri preprečevanju zajezitve izbruhov okužb in zdravstvenih ustanov in znotraj skupnosti. Zdaj vam bom prebral iz tega dokumenta podatki Svetovne zdravstvene organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj kažejo, da bi takojšen dostop do zadostne osebne zaščite in zaščitne opreme in usposabljanje, če bi bil uveden v prvih nekaj mesecih pandemije, seveda preprečil številne okužbe, tako med zdravstvenimi delavci po vsem svetu, rešil življenja in preprečil velike stroške. V prvi vaji se je pač vse to pokazalo, so se vse razpoke, pokazale so se finančne goljufije, korupcija, neorganiziranost ljudi, skratka, zdaj pa to želijo postaviti najprej na pravno osnovo, zato ker smo pravno tudi bili dovolj aktivni, gospodarsko osnovo, trgovsko osnovo, izobraževalno. Tako da, glejte, dejansko, ko govorimo tukaj o nadzoru okužb, so predpogoj za dovolj varno oskrbo in zaščito zdravstvenih delavcev, bolnikov, skupnosti na vseh ravneh zdravstvenega sistema, infection prevention communities. Na podlagi 24 spoznanj, o nujnih zdravstvenih primerih je ključnega pomena, da se ohranijo in uvedejo izboljšave, ki so bile dosežene med pandemijo, ter da se prizadevanja okrepijo in uskladijo. To se pravi, 24 spoznanj, 24 lukenj, 24 krekov v zdravstvenih primerih, ki so ključnega primera, so zdaj izboljšali, zato da nas bodo še bolj prijeli. Evo, tukaj je dokaz, da gre za transfekcijo. Evo, transfekcija Research Highlights SARS-CoV-2 koronavirus COVID-19. Torej, dragi moji, transfekcija je proces, ki omogoča dostavo nukleinskih kislin v celice, omogoča tudi zaviranje delovanja genov. In transfekcija je nepogrešljivo orodje za razvoj novih medicinskih strategij. To izvaja podjetje PolyPlus z 20-letnim strokovnim znanjem na področju transfekcije za nežno, a učinkovito dostavo materialov v celice. Transfekcija je nežno, a učinkovito dostavljanje materialov v celice. Killing me softly, ali kako že. Zdaj, novinarka, o kateri govorimo, naša Rašel, novinarka o zdravju in dezinformacijah, pravi, pogosto se širi strah na spletu, da se načrtujejo omejitve gibanja. Ja, kaj pa drugega je to kot omejitev gibanja, če moraš nekje potrdilo zdravstveno, da lahko kruh kupiš, da lahko narediš zdravstveno uslugo, da lahko nekam vstopiš, da lahko potuješ. Kaj je to? Zanimivo. V Sloveniji pravzaprav že potekajo povezani subsistemi, povezani med seboj. Sem dolg, ne? Jaz se opravičujem, ampak to, kar boste zdaj slišali, če boste zdaj ugasnili, ne boste vedeli. Gre pa za hudo zadevo. Evo, pred vami je tabela ali sklop subsistemov, ki so med seboj povezani, to, kar zdaj počnejo, in so že naredili. To je to, kar sem vam do sedaj pokazal. Mafija se povezuje na vseh področjih. Sedaj bodo, na primer, sodelovali pri nadzoru, pri naši zaščiti, pri naših ukrepih, pri skrbi za zdravje. Da bo do tega prišlo, morajo sodelovati. Seveda morajo vsi sodelovati v primeru izrednih razmer. V primeru izrednih razmer morajo skupaj stopiti in nas seveda vse v stajico spraviti. To je tisto, kar je zgoraj podpisal Pokljukic, naš minister za zdravje, Madonca bi mu narejš vrat zavil. Včasih je takšno operativno delo za skupnost dobro in koristno, razumem, vendar v medicinskem fašizmu, kot smo mu zdaj priča, moj bog, je nacionalna zaščita na prvem mestu, naš narod, ljudje božji, naši ljudje, naša država, naši otroci, naša skupnost.
Ne rabimo WHO mafije, ne rabimo, da WHO posega v naše življenje pa v življenje posameznika. Predvsem v Sloveniji se ne bomo dali, obljubite mi. Pa ravno to se dogaja, ko smo tako pasiven narod. Z vami ne želim deliti strahu, želim pa podeliti primer pisma oziroma obvestila zdravstvenega doma pacientu, ki govori sledeče. Še prej bi vam, preden preberemo to, bi vam želel povedati informacijo. Glejte, v Sloveniji je na podlagi uveljavitve uredbe Evropske unije za varovanje osebnih, spet smo pri varovanju osebnih podatkov, najprej se na to sklicujejo, da nekaj uvedejo, čisto zavajanje in olepševalni izgovor za nadaljevalno agendo. Se pravi, na podlagi te uredbe je zavladal interni portal v Sloveniji. Gospodar zdravja se imenuje. Portal Gospodar zdravja, a ste že slišali za to? Pacienti te dni prejemajo pisna obvestila, ki glasijo tako, dajmo to prebrati. Spoštovani pacienti, zaradi uveljavitve Evropske uredbe o varovanju osebnih podatkov vam sporočamo, da je od danes dalje možna elektronska komunikacija z nami v zvezi z zdravstvenim stanjem oziroma pošiljanjem specialističnih izvidov le preko profesionalne zdravstvene platforme Gospodar zdravja na naslovu www.gospodar-zdravja.si. Komunikacija preko sedanjega elektronskega naslova se v soboto 28. maja 2022 ukinja. Recepte, napotnice in bolniške lahko po novem naročate preko spletne strani Gospodar zdravja, kjer izberete stran vaše ambulante na naslovu www.gospodarzdravja.si, reservations, bla bla. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Pravi Gospodar zdravja, vse na enem mestu in vse gre v EU centralni računalnik. Vaš email od sobote 28.5. naprej ne bo prebran. Morate uporabiti HealthLord Gospodar zdravja. In to delajo po Evropski uniji, po navedbah in po navodilih WHO, in tukaj imamo, priznam, to so krasno zapakirali. Zdravje z namenom popolnega nadzora nad vsemi in vsem. Evo, ostajam brez besed. In še vedno verjamete, da gre za skupni organizirani nadzor vseh nas? Mi ne verjamete? Vse v imenu, veste, dobrega, lepega, koristnega, zdravega, naprednega, zelenega, povezujočega. Vse za dobro drugega. Da bo drug zaščiten. Čudovito, naj za mene vzame še 2 aspirina, če me ne glava boli. Ampak pustimo hec, gre za resne stvari. Poglejte na sliki pandemično sozvočje ali v angleščini pandemic accord. Zdaj so pandemic treaty zamenjali z pandemic accord, ker smo pisali tiste peticije. Pravi, odločanje o javnem zdravju na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni mora temeljiti na nasprotnih, natančnih podatkih o nadzoru nujnih primerov v javnem zdravju in analizi ustreznih kontekstualnih informacij v celotnem spektru. Pa ljudem se je utrgalo od tega nadzora. One Health se imenuje, poglejte, Gospodar zdravja, pandemic accord, moj bog. Natančne, pravočasne informacije o nastanku, prenose, dovzetnosti, obolevnosti in umrljivosti ter poglobljeni kontekstualni vpogled v tveganje in ranljivost so ključnega pomena. Pa za koga? Za mene ali za njih? Za začetek in prilagajanje ustreznih odzivnih ukrepov, vključno z usmerjanjem proti ukrepov na najbolj ranljive populacije. Zelo smo ranljivi, zelo nam morajo pomagati. Najprej nam ustvarijo problem, pol vam dajo rešitev. Katastrofa od katastrofe. Najprej se nam postavijo kot tisti, ki nam, kot žrtev, in potem naj mi rešujemo njihov problem. Ljubi Bog. Malo sem že mešal tega, ampak vseeno, poglejte, kaj je eno zdravje? Ali v našem prevodu in novi rabi Gospodar zdravja, seveda Svetovna zdravstvena organizacija. Eno zdravje oziroma Gospodar zdravja je pristop k oblikovanju in izvajanju programov, politik, zakonodaje in raziskoval, v katerem več sektorjev komunicira in sodeluje pri doseganju boljših rezultatov javnega zdravja.
Meni tle glava boli. Govorijo o javnem zdravju, na eni strani, v drugem pa o zbiranju podatkov. Se pravi, pri njih gre samo za zbiranje podatkov, sploh ne gre za javno zdravje, še najmanj pa jih briga moje zdravje, ker javno zdravje sploh ni moje zdravje, ampak javno zdravje je pojem. Javno zdravje ne more dobiti virusa, javno zdravje ne more zboleti, javno zdravje je en kurčev političen pojem za nadzor, za vodenje množic. Ko pa jaz osebno rabim zdravnika, ga pa ni, moram pa zdaj po novem, niti maila ne morem več poslati, ki ga imamo od osebnega zdravnika, ampak se moram na Gospodar zdravja prijaviti in čim bom kliknil not in se prijavil, adijo, Mihael se že dela QR koda. Je božji, ne se prijavljati. Rajši crknem doma, naposled pa zaspim, ko da se prijavljam v tega njihovega PC gospodarja. No, in kako izgleda, ko se da ta Gospodar zdravja v slovenskem jeziku? Evo, tako, napredne zdravstvene storitve ne spreglejte. Prva stvar, ki je naročanje na cepljenje proti COVID-19 v ljubljanski regiji in pa varnost, vi ste varni, zdravi, e-komunikacija z zdravnikom. Mater, odple se mi spletna stran, pa ne morem nič narediti. Jaz pa bi nucal zdravnika, ker me roka boli, ker sem si nekaj zlomil, ker ne vem, je slabo, bruham. In zdaj bom jaz tukaj napredne zdravstvene storitve klikal in se prijavljal in naročil preko interneta. Zdaj to zmorem, krasno. Glejte, ta platforma, ki jo zdaj gledate, je posrednik v trikotniku: lekarna, pacient, zdravnik. Pravijo, da rešujejo problematike hkratnega jemanja velikega števila zdravil. In češ, da 800.000 vsako leto hospitalizacij opravijo zaradi predpisovanja zdravil in napačne rabe. Spet smo krivi, zdravnik predpiše zdravilo, pacient ga pa napačno uporablja. Ja, šur, kje so pa stranski učinki? Farmacija sploh ne omenja tukaj noter. Vse smo krivi sami. Da gremo k zdravniku, da vzamemo zdravila, da jih na veliko žremo in potem smo spet bolani, ker imamo stranske učinke in na koncu smo sami krivi, ker smo prostovoljno to naredili. Mene nihče ne bo prepričal, da je to dobra medicinska praksa. Nihče, ker je neosebna in je zgolj narisana na računalniku. Ni živega človeka pred mano, da bi me potipal, pogledal, svetoval. In če se temu genocidnemu poslovanju ne bomo nemudoma odprli in glasno rekli ne, bo do jeseni konec z našim zdravstvom in z nami. Da mislijo resno, evo vam tukaj še. To je to, pravijo. Nomen est omen, v imenu je vse, ime je znak. Dragi Slovenci, dragi prijatelji, ne pustite se zavesti. Na dogovor, v katerem bom gospodarstvo lastnega počutja, zdravja in življenja predal imenu gospodarja zdravja na internetu, ne pride v poštev. Javno zdravstvo, dragi moji, je javni interes, je javni servis in ne gospodar usluge nad pacientom, ki to uslugo plačuje iz lastne denarnice. Platforma, smo rekli, je posrednik v trikotniku, ampak ni, to je zanka okoli vratu vsakemu pacientu. Mene nihče ne bo prepričal, da je to dobro. Ne, me ne bo. Če se temu genocidnemu poslovanju, kot sem že rekel, ne bomo takoj uprli in glasno rekli ne, naš ne je ne, bo do jeseni konec z našim zdravstvenim sistemom in z nami. Rad bi vam povedal še 2 besedi. Medicinsko testiranje je prisilno dokazovanje zdravja s pogojem omejevanja gibanja za namen prikrite zlorabe, recimo temu kraja osebnih biopodatkov. Zato je to protizakonito in kaznivo. Člene imate tukaj navedene, preberite si jih. Zaradi dolžine posnetka ne bom bral teh členov, sem jih že prej omenjal. In rad bi zaključil končno s to novinarko, ki me je razkurila, ker piše neumnosti, laže in je koruptivna. Poglejmo, kaj piše. Na koncu tega članka BBC lahko sklenemo, da je poročilo novinarke brez odgovornih virov, ni dodatnega predloga te podporne izjave, na katero se sklicuje. Razšelje novinarka o zdravju in dezinformacija, dejansko dezinformira namesto informira, ni dodala nikakršnih dodatnih sledilnikov, nikakršnih dodatnih dokazov. Preprosto govorjenja brez virov ali drugih dejstev so prazne floskule.
Preverjanje resnične novice BBC strani novinarke Rachel je navadna plačana poročevalka, internetna BBC smet, fuj, nalaga laži, brezvestno dezinformiranje ljudi in posledično povzročanje naklepne zdravstvene škode je kaznivo dejanje. Ženska je očitno mlada, se tega ne zaveda, je v sistemu in ne vidi. Ampak, če pride tudi do nje, pa ji bo nekdo povedal, upam, da se ji vsaj le učna malo odpre. Članek, ki ga je napisala, je nekoristen in v celoti zavajajoč prispevek. Pa dajmo pogledati, s čem se pravzaprav ta novinarka ukvarja in kako zgleda, gospa. Evo, to je ta Rachel Schreier, kako učinkovit je obod proti gripi. Poglejmo, kaj pravi. Flu can make you feel rubbish, but for some people it can be deadly. It kills up to 650,000 people a year around the world. There is a vaccine against it, but how good is it at actually protecting us against the virus? Before we can answer that, we need to take a look at how it's made. The flu jab itself is updated regularly as the virus mutates, and it's a massive piece of global detective work to track the latest strains. Scientists from almost 150 countries around the world monitor the virus all year round to see how it's changing, looking at samples taken from people with flu-like symptoms. Then, twice a year, experts meet to decide what goes into the vaccine, first for the whole of the Northern Hemisphere and then for the whole of the Southern Hemisphere in time for its winter. They have to leave enough time for hundreds of millions of doses of the vaccine to be made. The hope is that new mutations of the virus don't emerge too quickly. If that happens, the vaccine will be less effective and more people will catch the flu. So how effective have the scientists been in defeating the virus? Well, typically the jab protects between 30 and 60% of vaccinated people. Sometimes in a bad year though, it can be less effective and more people are infected and will get ill. But even if the vaccine doesn't fully protect against one strain in circulation, it'll probably protect you against the others. And people who catch flu having had the vaccine are usually less sick for shorter periods of time. So it's still really important you have the jab if you're advised to. And by the way, the flu vaccine can't give you the flu. The virus is deactivated or killed before being used. The science behind predicting how the virus evolves is getting ever more sophisticated. And although it's unlikely that flu will be eradicated anytime soon, a more effective vaccine, based on predictions of how the virus will evolve in the future, is looking like it might be in reach. Ok, a ste videli roke? Farmakija, čarovnija, magija, hudo. Ne? Zanimivo, zanimivo. No, s tem se ukvarja ta ženska. Evo, generirajo fake news, dragi moji, vse to je eno veliko sranje. Bla, kaj je govorila, kakšne slike je kazala. Pa veste, kdaj je bilo to posneto? 2018 so to posneli. Zgleda pa, vse je bilo že naprej pripravljeno, pa programirano, ljudje so že naprej pripravljali, ne? Koliko ljudi lahko umre, če se ne cepiš, moraš se cepiti. No, rišenca vam rečem, in taki ljudje bojo pisali o zdravju. Halo? BBC, reality in vsi ostali mediji, ki jih tukaj vidite, medija, internet, televizija, radio, vse to je plačan. In nekoč je nekdo rekel, sledite denarju in vse vam bo jasno razkrito. To je pravzaprav vse okoli denarja. Veste, vsaka plačana novica je oglas in nima veze z obveščevanjem javnosti. Plačane novice so novice, ki jih gledamo. 90% vsakodnevnih poročil so oglasi. Dnevnik, 90% so oglasi, plačano, narejeno, za tržno objavo in za zavajanje javnosti, strani gospodarstva, strani politike. Novi koronavirus COVID-19 in opičje koze so biznis, posel, pranje denarja. Zakaj? Poglejte, reality check, katere ima sponzorje. USAID vodi mednarodna razvojna in humanitarna prizadevanja, pravijo za reševanje življenj, poglejte, jih plačujejo. NORAD je vojaška kratica, ki označuje Severnoameriško poveljstvo obrambe zračnega prostora. Bill and Melinda Gates Foundation organizacija, ki zagotavlja nepovratna sredstva. Mi vam damo vi pa delite, kakor bomo rekli.
Poglejte, Švedska agencija, Evropska unija in na koncu se še zahvalijo, da so hvaležni širokemu krogu financerjev, vključno z nacionalnimi vladami. Vam povem, da ko sem objavil, pa sem bil na Facebooku blokiran, sem bil malo pissed off, sem napisal pravno objavo, ampak tukaj imajo ti ljudje prav po naročilu WHO, ljudi, ki prijavljajo takšne objave, ki jih mi počnemo in nam blokirajo in vzemajo možnost informiranja naprej in opozarjanja ljudi, ki nimajo možnosti niti časa, da bi se s tem seznanjali. Ker se svet odziva na pandemijo COVID-19, se soočamo z izzivom preobilja informacij povezanih z virusom, pravijo na WHO. Nekatere od teh informacij so lahko napačne in potencialno škodljive. To se pravi, samo njihove informacije so prave, samo njihove so neškodljive in samo njihove so edinstvene. Vendar pa lahko vsi pomagamo ustaviti širjenje. Poglejte, kako nagovarjajo ljudi, da naj blokirajo vse tisto, kar ni od WHO-ja. Okay, in tukaj imajo navodila celo za vsako platformo posebej. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Viber, VK, Quai in tako naprej. Predlagam sledeče, dragi moji. Tukaj so navodila, zakaj pa mi ne bi uporabili njihovih orodij za blokiranje stvari in njihovih objav. Vsak časopisni članek, ki nabija o cepivih, ga blokiramo. Kadar govorijo o cepivih preko TV, se ugasne televizija ali se menja kanal. Predlagamo, da vse, kar WHO kot protagonist, varuh javnega zdravja, ki to ni, objavi preko medijev, NIJZ, Ministrstva za zdravje, medijskih člankov in tako naprej, da se blokira prav po njihovih navodilih. Povsem enako kot njihovi zaslužkarji blokirajo naše ozaveščanje in dokazane objave, ki so evidentno škodljive za naše zdravje in življenje, a ne po njihovih navodilih. Tega svetovnega policaja imam jaz dosti, ter seveda vse lažne medijske objave treba takoj postaviti na report. Zaščitimo se pred nepoštenimi medijskimi sporočili in strokovnimi članki plačancev. Dragi moji, to je vse. Iskrena hvala za vašo pozornost. Povem vam nekaj. Delo Društva za srečno življenje Belis ne sponzorira nobena izmed pravkar naštetih organizacij. V zadnjem času, ko gre ljudem, ki so tudi naši člani dobro, nas pravzaprav podpirajo še zelo redki, ki jih v društvu, ki šteje več kot 5000 članov, lahko naštejemo le na prste ene roke. Čeprav bi sedaj, ko smo zelo izpostavljeni in ko nam državni organi močno nagajajo in ovirajo pri našem delu, potrebovali bistveno večjo podporo. Vse, ki pa nas še podpirate, vas ne bomo imensko sedaj izpostavljali, a vendar vam iz vsega srca hvala za vsako podporo in gesto. Prihodnji teden, 12.6., pa se vidimo na pikniku, kjer se bomo videli od blizu, se objeli in naredili korak naprej. Več nas bo, bolje bo. Več nas bo, lažje bomo premagali prihajajoče zlo, ta biomedicinski bioteror. Hvala za danes in lep pozdrav. Veselim se srečanja z vami, kajti srečanje krepi in jača srečo. Čau, ostanite dobro.